V mestu ob Dravi se je mlad par odločil dotrajano garsonjero preoblikovati v prijeten in udoben mali dom. Z domiselnostjo lastnikov in spretnostjo domačih mojstrov je nastal čudovit kotiček, kamor se za kratka obdobja rada preseli vsa družina. Tale simpatična garsonjera z visokimi stropovi v staromeščanski stavbi iz leta 1910 je bila prenovljena z majhnimi stroški. Poglejmo, s kakšnimi izzivi sta se srečevala lastnika in kako sta naposled vse postavila na svoje mesto. Nina in Rok, tole vajno prenovljeno stanovanje meri približno 31 kvadratnih metrov. Zdaj, če imate družino, predvidevam, da ravno ne živite tukaj, ne? Res je, to ni naše stanovanje, v katerem bi bivali. S tem pridemo predvsem ob vikendih, da prespimo kakšen dan ali dva, da malo gremo iz te rutine vsakodnevne, malo spremenimo okolje, pa tudi otroci malo spoznajo življenje v mestu. Kaj vas je pa navedlo k temu, da ste se odločili za nakup starejšega stanovanja in potem v konkretno prenovo? Tukaj je, bom rekel, malo nostalgije. Jaz sem Mariborčan, rojen v Mariboru, skupaj z družino. Smo živeli 15 let pri mestnem parku, tako da pokazala se je neka priložnost za nakup tega stanovanja, ki je sicer bilo v prvotnem stanju v malo slabšem stanju, kljub temu pa smo videli v njem neko prednost oziroma možnost za koriščenje. Ideja lastnikov je bila, da s čim manj stroški naredita čim lepše stanovanje. Namesto prestiža sta se osredotočila na praktične rešitve in udobje. Prenova je zahtevala veliko gradbenih del. Stare zidove je bilo treba ojačati z mrežico, obdelati z ometom, izravnati in pobeliti. Med kuhinjskim in dnevnim delom je zasnovana nova montažna stena. Tudi miniaturna kopalnica je zdaj povsem nova. Pri sami renovaciji smo se lotili tega celostno. Zamenjali smo dejansko vse, tako inštalacijo, elektro kot vodovodno napeljavo, tudi okna smo zamenjali, prav tako smo zamenjali tla in pa položili novo keramiko, pri čemer pa je pomagal Ninin oče, moj tast, in pa prijatelj Drago, katerima sva neizmerno hvaležna. Od starega stanovanja sta v prenovljenih prostorih ostali le plinska peč v kopalnici in nostalgična manjša kaminska peč v dnevni sobi. Vse drugo je bilo zamenjano ali prenovljeno. Se res, koliko časa in koliko časa vam je vzela ta prenova? Prenavljali smo dobre 3 mesece, od oktobra 2022 do januarja 2023. Stroškovno pa smo porabili tam med 25 do 30 tisoč evrov. No. Koliko ste pa sicer spreminjali tloris oziroma razporeditev prostorov? Razporeditev je načeloma ostala enaka, kot je bila prej, torej kuhinja še vedno na istem mestu, zgolj da je pač kopalnica malo manjša, ta dnevni prostor pa je tudi ostal enak, res. Kako je s tem spalnim podestom? Verjetno tega detajla še prej ni bilo v stanovanju. Ne, sama galerija v stanovanju prej je bila je sicer lesena, bila je od začetka pa do konca do oken, tako tudi, da se sploh okna niso mogla odpreti več. Na tisto staro galerijo je vodila ena stara lesena lestev, ki pa smo jo potem mi odstranili in s tem namenom smo odstranili tudi del te galerije, da smo jo skrajšali, kljub temu pa pridobili k tistim 31 kvadratom garsonjere tudi 5 dodatnih dobrih kvadratov z posteljo. Nina in Rok sta za dostop do galerije izbrala lesene stopnice in spalni podest obdala s kakovostno, gosto pleteno zaščitno mrežo. To je verjetno res čisto otrokom prilagojeno, ker si predstavljam, da tam gor je za ta male pravi raj, ne? So najrajš tam. Res je. Mislim, da prvo, ko pridemo sem, sta takoj oba zgoraj. Seveda. Se igrata, vesita na to mrežo, tako da ja, res uživata. A so slučajno tudi kavlji zaradi tega navzven obrnjeni, da jih z notranje strani ne moreš doseči? Drži. Z samo montažo oziroma namestitvijo mreže je bilo kar veliko problematike.
Nekateri naredijo okvir, nekateri naredijo, bom rekel, samo zajlo in navežejo to mrežo. Mi pa smo se odločili za te kaveljčke, ki smo jih pa potem obrnili navzven, ravno zaradi varnosti. Kaj bi rekli, na kateri detajl ste najbolj ponosni ali pa vam je dal največ navdiha ali pa dela? Bi rekel, da so tukaj bila ta velika staromeščanska vrata, ki so ostala lesena. Ostala so torej dvojna vrata, tako vhodna in notranja, še ena vrata. Vrata so lesena, trebalo je odstraniti troslojno oljno barvo. Tukaj je bilo kar veliko težav, skupaj z Dragom sva dejansko z industrijskim fenom in špohtlom fizično odstranjevala to. Vzelo nam je ogromno časa, pa tudi nekaj volje, ampak kljub temu smo še pred obnovo celotnega stanovanja končali tudi z renovacijo samih vrat. Pa sta za načrtovanje te prenove poiskala pomoč kakšnega arhitekta? Iskreno za renovacijo niso poiskala ali pa angažirala nobenega od arhitektov. Sva pa gledala nekaj tudi ambiente, oddajo, ki nama je veliko pomagala. Vprašala pa sva tudi mojega kolega, ki dela na Dunaju in je prav tako arhitekt in nama je potihem pomagal. Kaj bi sicer vidva svetovala komu, ki se odloča za prenovo takega majhnega ali pa kaj večjega starejšega stanovanja? Če lahko odkrito povem, bi vsakemu svetoval, da se naj ne boji renovacije oziroma adaptacije nekega stanovanja. Hkrati pa bi svetoval, da premisli, da si vzame čas, kar ima posledico tako finančno, kot tudi, da se da tudi iz malega prostora narediti veliko. Dejansko ima garsonjera, ta, ki je vse. Ima kopalnico, ima kuhinjo, ima dnevno sobo, ima jedilnico in ima spalnico. Prenova stanovanja ne omogoča le estetske preobrazbe prostorov, temveč prispeva tudi k ohranjanju starih stavb in zmanjšuje količine gradbenih odpadkov, s čimer prispevamo k bolj odgovornemu ravnanju z okoljem.